Dobro večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Azija, Švica, Krško, Šarčev kabinet. Takole Prešerno se je Šarčev svetovalec za nacionalno varnost in njegova edina preostala roka, potem ko je padel Brane Kralj, Damir Črnčec, smejal, ko je svojemu šefu in Karlu Erjavcu razlagal, koga je postavil za direktorico svojega privat inštituta. Kot razkriva Požareport, nikogar drugega kot Zvonko Truden, ki je čisto slučajno tudi predstavnica ameriškega Westinghousa, s katerim bi Šarec rad gradil novi blok jedrske elektrarne v Krškem. Upravičeno pričakujemo, da bo vsaj Črnčeca, če že ne Šarca, zaradi tega kmalu gledali samo še v hrbet na izhodnih vratih. Vi pa gledate 9. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali intelektualci proti Pahorju. Se je intelektualcem tranzicijske levice, zbranim pod okriljem političnega fosila Liberalne akademije, dokončno utrgalo. Borut Pahor mora odstopiti ali biti odstavljen. Tako meni 28 veseljakov, ki se dičijo z akademskimi nazivi in ki jih je Pahor razburil z eno samo svojo izjavo. Ali imajo prav, ali se morajo postaviti v vrsto, ali pa se jim je dokončno utrgalo, bomo vprašali naša stalna komentatorja, doktorja Igorja Lukšiča in Božidarja Novaka. Dobrodošla. Dobro večer. Igor, Božo, preden gremo na današnjo glavno temo, bi vaju prosil za kratek komentar novice, ki je odjeknila danes, namreč razkritje na Požareportu, da je Damir Črnčec, svetovalec premijeja, za direktorico svojega zasebnega inštituta postavil kar predstavnico ameriške firme Westinghouse v Sloveniji. Zdaj, če gremo po vrsti, ne, to je storil januarja. Maja je prišel k nam sekretar ZDA, se pravi minister za energetiko, ki je povedal, da bi Westinghouse rad gradil drugi blok jedrske elektrarne Krško. No, potem poletje avgusta pa je šel Šarec v Krško in je razglasil, da rabimo drugi blok nuklearke. Kako vidva komentirate to zaporedje dogodkov? Ja, kdo bo prvi? Ja, izvoli, ti si že začel, ne? Ja. Ura že teče, Bož. Glej, prvo, kaj za komentirati, je to, da to, kar je danes objavil Požareport, seveda je hvale vredno, Bojanje dokumentirano z izkazi in z dokumenti, dokumentirano objavil podatke, ki jih drugi mediji niso. Ampak moja ocena je, da to ne bo padlo na nobena taka tla, da bi kdorkoli odstopil, ker je Westinghouse po identiteti tako močno podjetje. Problem bi bil, naprimer, če bi neki Kitajci to bili ali pa neki Rusi. Ne? In mi v Sloveniji, mi vsi že vemo, da bomo gradili, že 20-30 let se na tiho ve, da bomo gradili še eno nuklearko in da jo bo Westinghouse gradil, ker so slovenski inženjeri šolani na ta Westinghouse. Ne? Tako da tu jaz ne pričakujem nič kaj takega. Bolj se mi zdi tu problem z enega drugega vidika. Ne? A veš to, kar je Bojan danes pisal, da seveda je to problematično zaradi tega, ker bo potrebno iti na razpis, pa bo potrebno na tenderu zmagovati. Ne? Ti tenderi so neka evropska domislica. Resni trgovci na Kitajskem, v Arabiji, v Rusiji, tudi kje v Ameriki, Kanadi ne poznajo tenderja, ampak povabijo nekoga, mu povejo limit in ga povabijo in potem se pogajajo od točke do točke. A veš, in zato seveda iz istih razlogov, ker imamo mi te razpise, ne dosegamo takih cen pri zdravstvu in bolj bilo, da bi s povabili delali neposrednimi. In iz tega vidika jaz ne ocenjujem, da ne bo prišlo do ničesar, pa vprašanje sploh, kdaj se bo to začelo. Tako da, ja, čeprav nikoli ne vemo. Glej, če bojo pogajanja, tako kot ti praviš, ja? Ne? Za koga se bo pol ta Zvonka Truden pogajala? Ne? Pa težko se bomo pogajali, če bo direktorica privatnega inštituta Črnčeca že vedela vnaprej, kakšna so naša pogajalska izhodišča, ali ne? Seveda se ne bo pogajala. Vse to pa je moder predsednik vlade, da ne bo te ljudi, ki so v ožjem timu vključil zraven. Ja, vprašanje, ne? A veš, ker recimo vprašanje za oba, ne? Spomnimo se finske Patrije, ne? Tam so bili neki ljudje, ki so pač eni z televizije, eni bolj osebno poznali Janeza Janšo in so pač operirali z njegovim imenom in na ta račun poskušali pač zaslužiti nekaj denarja pri tem, da bi Patrija gradila 8-kolesnike za Slovenijo.
Slovenijo. Ne? Zdaj imamo pa uradnega premierjevega svetovalca za nacionalno varnost, ki ima za direktorico svojega zasebnega inštituta predstavnico ene izmed firm, ali pa ti praviš, Božo, najbolj resno firmo, ki naj bi gradila drugi blok jedrske elektrarne. Ne? Kako bo to šlo skozi? Pri nas, pa tudi pri drugih firmah iz tujine, ki si tudi mogoče obetajo, da bi gradili to elektrarno. Ja, glej, kakorkoli, mi smo v NATO, mi smo del tega zahodne hemisfere, v Evropi seveda so ponudniki, Francozi pa še tisti, ko na Finskem gradijo, ne? Tudi Rusi zdaj na Madžarskem gradijo, ampak pravim, zaradi tradicije, pa prva nuklearka je Westinghousova, to ni tak problem, da bi bil politično moteč ali pa da bi bil javnomnenjsko moteč. Moteč bi bil, če bi bila ena bolj kvalitetna, naprimer, predpostavimo, da je kitajska ali pa ruska nuklearka bolj kvalitetna, in da se njim to zgodi, da imajo oni svojega človeka in da ga Bojan razkrije. To bi bil problem. Ne? To pa jaz ocenjujem, da ne bo problem. Problem bo lahko, veš kje, ne? Ko bo res prišlo do tendera, predpostavimo, da bo tender, ne? In bodo Rusi, ki so zdaj tehnološko dovršili svoje nuklearke tako, da celo plavajočo akademik Lomonosov so naredili pljuje. Ne? Rusi, jaz sem šel primerjati cene, bi lahko za 10-krat nižjo ceno postavili nuklearko na ladjo in bi jo imeli parkirano v teoriji v Luki Koper. In bi ravno tako zadovoljevali energetske potrebe. Ne v teoriji, zdaj seveda politično pa javnomnenjsko to ni sprejemljivo, ker še tistega plinskega terminala nismo mogli postaviti. Ne? In tako da boljše bi bilo tu, da se naprej odloči na seji vlade, da povabijo enega in se potem ministri pogajajo neposredno z njim, pa da so tenderi. Dajmo še Igorju besedo, da ne bo samo zagorel in lepo vdaj. Ajde, Igor, povej kaj. Veš kaj, jaz mislim, da gre za tako pomembno geostrateško odločitev, da bo Slovenija tle imela dosti mehno besedo, še manjšo pa Crnčec in ta zdaj vprična vlada. To je ena zgodba, ki se že nekaj časa vleče, šla je čez več vlad, šla je čez več akterjev političnih, tudi skozi to, o čemer je Božo govoril, se pravi, kaj naši strokovnjaki lahko servisirajo potem, ko bo stvar v pogonu. Tako da se mi zdi, da ta zadeva zaenkrat ni moteča. Prav pa je, da se igra z odprtimi kartami in da se ve, kdo je kdo bo sodeloval v tem procesu, da ne bo potem za nazaj preveč nekih prstov. Veš kaj je treba, če lahko, ne? Jaz poznam to zgodbo, ker sem na enem projektu sorodnem delal v bivši firmi pred 10 leti. Westinghouse ni več ameriška firma, to je zanimivo, ne? Takrat, vem, nazaj 10 let... Bože, oprosti, ni to važno, čigava firma je. Ne? Mislim, za moj okus, pa verjetno še za okus koga, ne? Je malo neugodno, če ti pač razlagaš, recimo Šarec razlaga, to bo krvava bitka, ne vem, Korejci, Rusi, Američani se bojo pobili med sabo, ne? Komi čakajo vsi, da bojo gradili to drugi blok jedrske elektrarne Krško. Črnčec je pa očitno se že odločil. Ne? Sej ni samo vprašanje tega, bomo imeli besedo pri tem, po moje, kdo bo gradil, kdo ne. Vprašanje je tudi tega, kdo bo denar potegnil. In a je higienično, koliko je to? 2 milijardi, ne? A je higienično, da bo pač premier svetovalec za nacionalno varnost pač potegnil iz tega nek denar, očitno, ker bo Zvonka truden, če bo posel dobil Westinghouse, zadovoljna je pa direktorica njegovega inštituta. Ne? Zdaj, karkoli drugega bi naročali, kdorkoli drug bi bil na tem položaju, bi pač danes po Sloveniji že zažigali lutke, pa imeli pač demonstracije na ulici. Ne? Ampak okej, ne bomo zdaj pol oddaje za to uporabili, bomo spremljali zgodbo naprej. Pejmo na današnjo glavno temo. Še 10 sekund, glej, oba imata prav. Ne? To, kar je Igor rekel, Črnčec, tu ne bo imel nobene vloge. Ne? In... Ja, malo veliko naključje je, ne? Mislim, tudi če njega ne bi bilo, bo šlo, tudi če njega ne bi bilo, najverjetneje to vesti, kaj zdobo. Ampak, Božo, če ni vedel, a je tak človek še lahko svetovalec za nacionalno varnost, ki ne ve, kje je zaposlena njegova direktorica. Ne, tu se čisto nove stvari odpira, nove dimenzije. Če je to 2 milijardi, si lahko predstavljaš, kakve so provizije. Koliko se spomni, 2 milijardi stane. Vse smo videli, tudi pri Tešu, pa pri Patri, pa tako naprej smo videli. Tudi takrat tam ni bilo nič narobe na koncu. To ni problematično za Westinghouse, za predsednika vlade pa je, pa za Črnčeca. To pa isto govorimo. Jaz nisem mislil, da bojo Američani imeli s tem težav. Gremo na današnjo glavno temo. Skratka, Borut Pahor je dal neko izjavo, ki je razburila nekaj ljudi v Sloveniji. Predlagam, da si zdaj pogledamo to izvorno izjavo, zato da pač bomo videli, kaj točno je Borut Pahor povedal. Prosim.
Turkish foreign minister will not be satisfied with my answer, but also his president knows my view on this. I would go with a special status as far as Turkey and Ukraine are concerned, and with full membership as far as countries in Western Balkans are concerned. Until last year, he was strongly advocating Turkey's membership. I don't know what changed his mind. Well, he has left the building. We can't ask him. Probably Macron and some others. Evo, to je bila ta izjava Boruta Pahorja. Fanta, prvo vprašanje za vaju imam. Kdo ali kaj je intelektualec? Da najprej razčistimo ta osnovna metodološka vprašanja. Igor, v Sloveniji seveda, da se razumemo. Ne v Turčiji ali pa v Ukrajini. V Sloveniji se je oblikovala neka razlika med intelektualci in razumniki. Intelektualci so ti, ki se imajo za levičare, razumniki so oni, ki so kao na desni strani. To je ona ta prva na prvo žogo. Kaj si ti pol intelektualca, si razumnik ali nisi nič od tega? Nisem del ne ene ne druge skupine. Ti si izobčenec pol, Robin Hood, dobro, ok. No, gremo naprej. Skratka, intelektualci so na levi, razumniki so na desni. Kaj še, kako se kvalificira za intelektualca, Igor? Zdaj, lahko bi šli tle te formalne zgodbe, kdo ima izobrazbo, visoko izobrazbo, tle smo imeli opravka, recimo ti, ki so podpisani, so akademiki, so redni profesori, eni so, skratka, delajo akademsko kariero, so na univerzi, raziskujejo. To je ta najožja definicija intelektualca, se pravi ti, ki imajo tudi v družbi vlogo intelektualca. Če pa gremo v najširšem smislu, tako kot je Gramsci to opredelil, so pa vsi ljudje intelektualci, ker ti brez uporabe intelekta ne moreš biti niti voden, kaj šele, da vodiš nekoga, mu razlagaš in poskušaš sejiti neko kulturo. Tako da intelektualnost je nekaj, kar je lastna vsakmu človeku, celo kakšni živali in živalski vrsti. Se pravi, če te prav razumem, to, da je 28 podpisov, pol ni toliko velik, ker lahko bi jih bilo tudi 2 milijona, toliko je Slovencev. To bi pa nekaj pomenilo. To bi pomenilo zlasti, če gre, tako kot so oni šli, kot ti greš kot intelektualc v politični prostor. Takrat zadeva seveda dobi drugo dimenzijo. In kaj odlikuje intelektualca? To, da najprej preveri dejstva. Da gre pogledat, kaj je nekdo rekel, potem pa kako to funkcionira sicer, v našem primeru, v zunanji politiki. Tle ni nobenega strokovnjaka za zunanjo politiko in od teh ljudi sploh ne ve, kakšna je lahko moč ene izjave. Ker potem, kar so oni ocenili, to enostavno ne drži. In intelektualc si tega ne more dovoliti. Lahko pa nek politikant, ki iz političnih razlogov intervenira, zato ker mu gre nekdo na živce. In če pogledamo imena ljudi, ki so zdaj tle podpisana, vidimo, da so to isti, ki so podpisvali že izjavo v času volilne kampanje. Torej ni šlo za nobeno novo dejstvo. Edino dejstvo, ki je pač le Borut Pahor. In ker vemo, da so bili za enega kandidata, ki se mu reče Türk in ne Turk, in se jim zdi, da je Borut Pahor, ki je govoril o Turčiji, govoril tudi o Türku oziroma Turku. In to se mi zdi, da gre za neko razlago, ki recimo jih upravičuje. Sicer pa intelektualnega razloga za to, da bi oni dejansko opozorili na zmedo in zablode v slovenski zunanji politiki, ki je tu strani predsednika države, tega dejstva enostavno ni. In se mi zdi, da je to absolutna, kako bi rekel, zloraba funkcije intelektualca in tudi znižanje praga za to, da se nekdo okliče za vrhunskega intelektualca. Božo. Ja, mi smo na katedri v študentskih časih najboljših definirali nekdo, ki ima dovolj znanja, formalnega ali neformalnega, in ima kritičen odnos do sebe in do okolice, do okolja, in da dvomi o nekih tezah. To je bila definicija. Zdaj jaz, ko sem to najprej prebral, sem pomislil,
mogoče je pa PR-ovec od Pahorja na šajbo vrgel to skupino Četico, ne, da so iztrčali, da so na plano pritekli in jih je pokosil z rafalom, ker so izpadli so kot kmetje na šahovnici. Ne, idealno, veš, jaz mislim, da ni nemogoče, da ima Pahor koga, ker dvojim, da se sam tega lota, ampak okolj ima nekaj ljudi, ki bi to znali narediti. Ja, verjetno ima, ja. In zdaj s kakim ciljem, da je pa res, ne, da je Pahor zelo vehementno odreagiral, pokazal je na to, da obvlada real politiko, ne, čeprav je obvlada, ne, jaz ne vem, spomnimo se referendum Hrvaška in vse to. Igor bo vedel, kako je se odločil kandidirati za predsednika države na tistem kongresu, ne, ko sta imela dovele, ampak izpadlo je maksimalno suvereno. Ta Četica je pa izpadla, veš, željna pozornosti. Ali da jih je navrgal Pahor na šajbo, ali pa željna pozornosti. Seveda mediji so, ki je še vedno čas kisli kumarc, prvi teden po prvem dnevu pouka, ne, so to zagrabili. Veš, bomo pogledali po oglasih, predlagam Božo, da vzamemo kratek premor, pa pogledamo po oglasih, zakaj je v resnici šlo pri tem pozivu intelektualcev predsedniku države Pahorju, da naj odstopi. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Božidar Novak. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je 28 intelektualcev zahteva, da Borut Pahor odstopi oziroma da ga državni zbor odstavi. Igor, Božo, predlagam, da si medtem, ko se pogovarjamo, pogledamo seznam teh 28 ljudi, da bomo vedeli pač, o kom se pogovarjamo. Ampak ustali smo na tej Pahorjevi izjavi, ne, preden smo šli na oglase. Igor, ti praviš, da je turški zunanji minister, kakor je bilo razvidno iz tega posnetka, pač razumel to Pahorjevo stališče, ne? Ja, on se je rekel, verjetno zaradi Macrona. Če bi dodal še Merklovo zraven, potem bi bilo to verjetno slika popolna, če bi dal še kakšno drugo državo. Skratka, to, kar po mojem mnenju Pahor išče, je zdaj neko najboljšo možnost za Turčijo in Ukrajino. No, dajmo najprej to razčistiti, prosti Igor. A je zdaj Pahor po tvoje ima kaj proti Turčiji pa Ukrajini, ali si on prizadeva za njih dobiti najboljšo možno ponudbo? Ne, po moje ravno nasprotno, ne, od tega, kar trdijo tile. Ni ksenofobna, ampak je Turčiji prijazna in Ukrajini prijazna. Mogoče pa to ksenofobno. Mogoče pa to ksenofobno, da si prijazen do Turčije v Ukrajini. Skratka, gre za to, da se išče realno najboljši možen status, ki bi Turčijo približal potem Evropski uniji. Potem, ko se je pokazalo že po teh 10 letih pogajanj in tako naprej, da mi vemo, da je Pahor v teh razmerih Nemčija, Turčija imel posebno vlogo. In Ukrajina, ne, tisti, ki se spomne, ve, da je Pahor šel... Tista njegova ekskurzija je bila povedna, ja, Ljubljana, Moskva, Kijev. On ima en poseben status. In zdaj, če bi ljudje saj malo vedeli, ne, da je Pahor eden od ljudi, ki se zunanjo politiko ukvarja... Misliš intelektualci, vse ljudje vemo, samo intelektualci, ne vem. Ne, da od leta 90 se ukvarja zunanjo politiko in je gotovo tle dost prefinjen, previden in da ve, da ni povedal tle, čeprav je rekel, ne, moje osebno stališče je, ni povedal svojega osebnega stališča v tem smislu, kot ga pove intelektualc. Ni tako Košarc, ko res pove svoje osebno stališče. Ki mora biti različno od drugih in tako naprej. On je povedal stališče, ki je pravzaprav zdajle v Evropi verjetno najbolj naklonjeno realno statusu Ukrajine in Turčije, ki ga bo verjetno težko doseči, ker je jasno, da polnopravni članici ne more biti. Pa ne zaradi tega, ker bi on ali Slovenija temu nasprotovala, ampak zaradi tega, ker velike sile, pa spet ne Macron osebno in Merklova osebno, ampak situacija je taka, da si oni ne morejo privoščiti, tu bi morali pogledati, tisti, ki razume ta razmerja, bo seveda vedel, zakaj gre. Ampak njegova naloga, da to artikulira na tak način, da se išče in recimo tako neko polintelektualno politično srečanje, kot je strateška konferenca na Bledu, je priložnost, da se o teh stvareh na tak način pogovarjamo. No in, oziroma, da so se pogovarjali. In poglejte, se pravi, zunanji minister je razumel, da je tle Macron, pa še kdo bil vmes, da je Pahor spremenil stališče. In še nekaj je, ko ti rečeš,
na taki konferenci neko tako izjavo, ki je namenjena neki debati, ne, ali pa če poveš na tiskovni konferenci po srečanju recimo z predsednikom Erdoganom ali pa zunanjim ministrom, pa rečeš, moje stališče pa je. Ne. To je vendarle treba ločiti, v kakšnih okoliščinah je kakšna izjava povedana. Tako da jaz mislim, da tle o kakšni ksenofobiji ne more biti govora. Prav. Božo, te ljudi, ti jih poznaš, večina jih je iz Liberalne akademije, teh 28 podpisnikov, te izjave, daj povej malo ti svoje osebne izkušnje. No? To je Liberalna akademija, sicer en starejši pojem, tam na začetku ob osamosvajanju, na začetku 90-ih je bil bolj pomemben, pa je šel malo v pozabo. Zakaj gre po tvoje pri tem? Ja, zdaj se me našel. Jaz se spomnim Liberalne akademije, ko sem bil med mlajšimi koncem 90-ih. Na ZSMS-ju, ko je Žižek bil kandidat za člana predsedstva Slovenije. Od vseh teh na seznamu je bil samo da Štrajn tam, če se smislim. Koliko se spomnim, bil je tudi, samo ne vem, če je Pavle Gantar podpisan, zdaj sem zvedmi. Ja. Ta dva se spomnim, ostali so pa vsi neki, mi bi rekli, outmigeci, ne? In takrat ne bi prišli zraven, veš, v začetku 90-ih. Zdaj pa očitno so željni pozornosti, nihče jih ne povoha in pač so se podpisali pod nek pamflet in ga poslali ven. Ampak glej, seveda imajo vso pravico, mene to ne moti. Bolj me moti, da so nekritično povzeli to mainstream mediji. Je pa ena zadeva, veš, kaj smo mi pozabili? Kaj? Glej, pri tej real politiki vedno imajo velike sile neke predpražnike, dvorišča, okope. Ne? In Ukrajina in Turčija so neke vrste predpražnik, dvorišča, čakalnica. Ne, a veš, vojna se bije v Ukrajini. Ne bije se v NATO, baltskih državah, čeprav tam, ne? Ampak se bije v Ukrajini. Ne? In seveda, Rusi imajo raje, da se vojna, ta konflikt bije ne na ruskih tleh, Evropejci pa tudi, da ne na ruskih tleh. Ne? Verjetno tudi imajo raje, da se ne bije na tleh Evropske unije. Ne? Seveda, in vse nekoč bodo vse te države, predvidevam, ne, postopnem globalizmu bistveno bolj zbližane, ampak ta moment 2019 ima Pahor prav, kakorkoli obrneš. Ne? Posebej, ker je to že rekel 2015. Ampak recimo, ne, teoretično, bi bila Turčija, če bi bila Turčija članica EU, ne, Turčija sodeluje aktivno v vojni v Siriji. Ne? A si Evropska unija sploh želi po vajnem mnenju mejiti na Sirijo? Ne? Ker to bi to pomenilo. Ne? Če bi bila Turčija pač članica EU, bi Evropska unija pač mejila na Sirijo, ne vem kam še, na Irak in tako naprej. Ne? A je to želja Evropske unije po vajnem mnenju? Ja, Evropska unija, veš kak je, sestavljena iz 28 članic, ne? In ta stari del seveda še Balkana noče sprejeti. Macron je rekel, da bo pazljivo sprejemal Zahodni Balkan pred 3 meseci, to je rekel 2 mesecoma. Ne? In kaj šele v Turčiji ali pa v Ukrajini, na katero nismo pripravljeni. In tu, ne, po drugi strani pa imamo Brexit. Kaj veš, ti so začeli vprašanje, če ne bodo kakšni Italijani nadaljevali. In tako da tu je treba biti pazljiv, pa jaz mislim, da to, kar mi trije vemo, Pahor je dejansko začel kariero kot, kak bom rekel, zunanje politični politik, ne bom rekel diplomat. On je začel, že na ZSMS je bil za zunanje zadeve neke, ne? Ne, nikoli ni bil na ZSMS-ju. On je takoj bil na CK-ju. Tako je bil na CK-ju. On je bil, ko sem jaz bil predsednik študentov v Mariboru, je on zgubil volitve v Ljubljani na UKA ZSMS. Pol pa je bil na ZSMS-ju v Ljubljani. Ne, ni bil. Čakaj, ne, Taler je bil. Ne, Taler je bil. Dobro, okay, smo zdaj tu, kje je bil Pahor. Ja. Ne, če gremo nazaj k tej izjavi. Le, ko ti stopiš v prostor kot intelektualci in rečeš, da si intelektualci in pustiš, da te nazivajo intelektualci in si akademik ali pa si nekdo, ki je imel 50-letno kariero, ne, in se podpišeš pod tak politikanski pamflet, ne, se pravi, niti ne razumeš, na kakšen način se zamenjuje predsednika. Ne razumeš, kako funkcionira parlament, pod kakšnimi pogoji lahko parlament razpravlja o tem, da je treba predsednika zamenjati in ga obtožiti pred ustavnim sodiščem, kakorkoli. Skratka, na kakšen način se to dela? In pazi, zdaj ti kot intelektualc, ki si nekdo, ki nekaj ve o stvari, ali pa največ ve, se pravi, toliko ve, da se celo sam pokliče, da javno intervenira, ker je ogrožena država, državni interes, ker se dela blazna škoda.
In zdaj pazi, ta instrument Slovenija zgublja s takimi intervencijami. Se pravi, da takrat, ko bo pa res mogoče kdaj taka situacija, da se intelektualci postavijo in rečejo, mater, zdaj pa res gre za res, zdaj pa treba tega predsednika ali pa tega predsednika vlade ali pa ne vem koga odstaviti in zdaj pa gotovo. Ne? Se pravi, in pol navržeš argumente, ne pa da kar tako nekaj pamfletistično pišeš, ksenofobija. To je podobna zgodba oziroma nadaljevanje tiste debate o sovražnem govoru. To je kar nekaj, to ni na intelektualni ravni in to je škoda za Slovenijo. Da je, ko vsi govorijo, kako je Pahor sprofaniziral politično sfero, pazi to, kar so oni naredili, da to, kar se sploh ne bi smelo sprofanizirati, se pravi intelektualni del, to so šli zasrati. To je največja tragedija. Še se kdo je zdaj tu akademik pa profesor, Pahor ali teh 28? Glede zunanje politike je gotovo Pahor. Ja, ampak zakaj recimo po vajenem mnenju so tako nervozni, zdaj bolj ko ne je očitno, da so jih pač strici iz ozadja, te centri moči tranzicijske levice, so jih nekako nahecali, da to podpišejo. Zakaj po vajenem mnenju so tako živčni? Saj Danilo Türk je že pred leti izgubil volitve proti Pahorju, Pahor tudi ne more več kandidirati po slovenski ustavi, se pravi, to je njegov zadnji mandat. Odkot po vajenem mnenju zdaj ta njihova nervoza, da so se Pahorja lotili s takim ekstremnim pozivom, da naj odstopi, če pa ne, pa ga naj parlament odstavi? Ja, še enkrat, mislim, da gre za iskanje pozornosti. Pa dobro, Božjo pozornost lahko tudi drugače najdeš. Oni bi lahko podpisali izjavo, da Pahor ne vem kva. Jaz sem jih večkrat srečal v ponedeljkih, preden so PEN klub zaprli tam sedeti ob tisti mizi in to je ljudje, ki nekdo da idejo, po moje tudi nekritično podpišejo, vržejo kost, kar tako, veš, klapa, ki ima večerje, ponedeljki zvečer v PEN-u, nekdo nekaj spiše, pošle po mailu drugim, tretji pošle v medije in je to, in publiciteta je tu. Jaz mislim, da je to dosti nekritično bilo poslano. Božo, po tvojem mnenju, je možno to, da jih moti, da recimo Pahor ni pod njihovim vplivom, za razliko mogoče od predsednika vlade pa predsednika državnega zbora, kjer imajo verjetno veliko več besede, pri Pahorju pa vemo že to ni od včeraj, da nekako nimajo več skupnega jezika. Je to mogoče razlog, Božo? To je, mislim zdaj, da imajo koga pod ingerenco, koga pod vplivom, ne vem, zdaj, zagotovo se pa ne strinjajo pri ključnih stvareh. Veš, ti isti so že 15 let nazaj razlagali, pa 10 let nazaj, da je Pahor... Vse ti isti so mu vrgli zdevek Barbika. Ta krog okoli mladine mu je vrgel zdevek Barbika, da je namenjen sam sebi, formi, ne pa vsebini, kar je konec koncev res. Ampak on s tem se je postavil nad vse te, postavil je iz tistega slogana prva generacija pravih politikov, formiran politik, ki se lahko obnaša na diplomatskem parketu, ki lahko kamorkoli gre, ga resno jemljajo, ga poslušajo. In pač tak je, zdaj seveda je moteč, ker ti ljudje, vse vidiš, v osnovi ne pašejo skupaj. Seveda je moteč za njih. Ampak mislim, da to ni razlog. Razlog je neka želja po pozornosti, Igor, dve vprašanje imam zate. Najprej, a je to po tvoje izraz njihovega strahu ali izraz njihove moči, ta poziv, In drugo vprašanje, zakaj recimo od tega poziva niso sposobni ali pa ne naredijo pri kakih drugih izjavah drugih politikov? Pa najprej bi te prosil za odgovor na prvo vprašanje, potem si bomo pa pogledali eno tako izjavo. Veš, kako težko bi rekel, da gre za strah. Mogoče pri takih zadevah praviloma gre za diskreditacijo pred eno veliko odločitvijo oziroma predlogom. Se pravi, predsednik ima v naslednjih mesecih verjetno za predlagati eno pomembno funkcijo ali pa ima možnost, da nekje na neki veliki konferenci nekaj pove v zvezi s Slovenijo. In ta reakcija, če je strateško mišljena, potem je narejeno v tem kontekstu. Kaj je zdaj trenutno, ne vem. Če pa ni mišljena strateško, se pravi, če ti nimaš prav, da gre tle za neke strateške zgodbe in ima Božo prav, kar je tudi možno, se pravi, da je šlo samo... Ja, tudi Božo lahko ima včasih prav, veste. Se pravi, da gre samo za to, da eni ljudje iščejo pozornost, oziroma da je najprej eden se spomnil, da je to zdaj super, spravil to zgodbo v pač nek pamfletek in so se drugi podpisali, pač ki imajo roko zmeraj pripravljeno za to vrstne podpise.
Pa je pa to druga zgodba. Zdaj, za ono prvo bomo videli, zakaj gre, ampak po mojem ne gre za strah ali pa za karkoli, za občutek moči, ampak gre predvsem za to, da se Pahorja diskreditira v zvezi z ničim. Lahko pa se igra tudi neka igra, da je Pahor v igri za kakšno pomembno funkcijo. Vi veste, da je on v mednarodnih krogih visoko cenjen in lahko visoko kotira. Če bi recimo on kandidiral za generalnega sekretarja OZN, je imel velike šanse, da bi bil izvoljen, ampak se za to ni odločil. Slovenija se tudi ni blazno angažirala za to, da bi ga prepričevala. Slovenija je enega Turka predlagala. Ker je imela enega drugega kandidata, ki absolutno ni imel nobenih šans. In tisti, ki se malo spozna na te zadeve in na čitanje reakcij v času najave kandidature, tipanja sploh, katera je bi bila lahko vedel, da ne moreš priti skozi, če so 3 članice Varnostnega sveta proti. Ne, ampak mi, pametni Slovenci, smo šli takrat s to kandidaturo. Ampak ok, kar zadeva, skratka, Pahorja ta ugled uživa, ne glede na to, da teh 28 ljudi ga ni podpiralo prvič, ga ni podpiralo drugič, ga ne podpira zdaj in če bojo še čez eno leto podpisali neko izjavo, bomo vedeli, da ga ne podpirajo, to vemo že danes, smo vedeli prej. Nič novega. Predlagam, da si zdaj pogledamo eno izjavo predsednika vlade Marjana Šarca, ki je bila objavljena na blogu Borisa Vezjaka, to je eden izmed podpisnikov te famozne izjave, in sicer Šarc je rekel, ko bo Avstrija potrebovala električno energijo in ko bodo v temi, se ne bodo vprašali, odkot je prišla, ampak bodo veseli, da jo imajo. Ne? Ok, zdaj me pa zanima, ne? To izjavo je apostrofiral, pač kot sem rekel, eden izmed podpisnikov, izmed prvih 2 podpisnikov, Boris Vezjak, na svojem blogu. Rekel je, da je to argument za vola ubiti in je potem napisal cel ekspoze, kjer je problematiziral to izjavo, da je neprimerna in tako naprej. Zdaj me pa zanima, zakaj po vajinem mnenju, ne? Teh 28 intelektualcev ali pa tisti, ki jih je na hecu, da grejo nad Pahorja, ni prepoznalo recimo v tej izjavi, da če Avstrijci bojo kaj preveč težili, bojo ostali brez štroma in bojo v temi, ne? Če poenostavimo nevarnost za zunanjo politiko Slovenije. Vendarle, po moje, odnos z Avstrijo za nas bolj pomemben, kot pa odnos z Ukrajino pa Turčijo. Ali se motim? To je zdaj tak, ne, veš, prvič, Šarec ima prav, ne, ampak, ne, to, kar je rekel, drži. Ampak mi se moramo zavedati, da 20 let nazaj so Avstrijci že zgradili nuklearko med Dunajem in Bratislavo na Donavi in tisti dan, ko bi jo naj zagnali, je niso zagnali, so jo zaprli. Ne. Direktorja, ki je to gradil 10 let, je takrat kap in je umrl. In gre enostavno za kaj. Samo v temi pa niso bili, ali so bili, Bože? Ne, glej, oni so pač zašli v alternativne vire, imajo elektrarn v Alpah, koliko hočeš, električnih vetrnic imajo, koliko hočeš pri Dunaju, ne. Uvažajo energijo tudi z Bosne, ne, mislim, da so investitor tam okoli Tuzle nekih termoelektrarn. Ni verjetno tako, da vso elektriko dobijo iz Slovenije, iz Jeka, ne, iz Krškega. Tako da, veš, Pahor, pa če Pahor Šarec je to povedal tako kot znak, kot komik, kot diplomirani igralec, kratko je drnato v značaju show nekaj druga biznisa. sem te vprašal. Ne? Vprašal sem te, a misliš, da bojo Avstrijci veseli te izjave in a se ti ta izjava zdi manj problematična od tiste Pahorjeve? Glej, kak je, ne, vedno bolj se kaže, ne, da teh avstrijsko-slovenskih odnosih, da smo mi bili 1000 let del iste države, ne. In Avstrijci, koliko jaz spremljam, gledajo na Slovenijo pokroviteljsko ravno zaradi tega, ne, ker je še cesar rekel leta 18, ko smo se odcepljali, a vi tudi greste, saj ste pa bili vedno najbolj verni državljani tega Count Kaja, ne. In jaz mislim, da karkoli bi Slovenci naredili, ne bi nam Avstrijci zamerili. Da je to nek pokroviteljski odnos, taki, veš, vi, vse ste fajn pridni, bomo že mi poskrbeli, ne, tak je bilo. Na te napovedi, da bomo gradili drugi blok, so se kar ostro odzvali. Ja, to so se morali, ker imajo pač tako politiko, oni so na referendumu izglasovali proti svoji nuklearki, ne. Igor, zakaj to, kar pa je Pahor rekel, pa ima nekaj strateškega, veš. Zdaj, če predpostavimo, da ta četica tako zvanih intelektualcev želela zagovarjati človekove pravice, pa padec meja,
In da seveda vsi naši državljani Evrope iz Turčije in Ukrajine sodijo v našo več tisočletno poseljeno celino, ne, potem pa lahko pridemo do tega, da je to v bistvu, kar so oni predlagali, ne taktično, ne, to enostavno ne gre, mislim. Okay. Igor, ni politično modro ta moment, 2019 ne, morda bo kdaj, ne. Igor, zakaj po tvoje Boris Vezjak ne poziva k odstopu Marjana Šarca? Čeprav piše, da ima argumente za volal biti, ne? Se je zanimivo, zaradi tega, ker so verjetno takrat podpirali Šarca za predsednika države, ker se jim je zdel človek z boljšo vizijo glede zunanje politike, ne? In zdaj poglej, župan in z tako tradicijo je bil po njihovem mnenju bolj primeren za to. Ampak to je pač stvar politične ocene. Ni treba Šarc... Vprosti, to ni neka intelektualna ocena. Tako je, ni treba Šarc svojim imenom zraven in doktoratom in ne vem kaj. Ne? To je pač tvoja politična ocena, ti se počutiš doma bolj pri neki domačijskosti, pri sosedu, ki recimo je v tvoji občini bil dober župan in si ti tudi iz Kamnika, ne, kot je eno od podpisnikov recimo. Ali pa ne vem kaj, ne, jim je bolj všeč ta stil in ne Pahorjev stil. Ok, nekaterim je pač bolj ta stil všeč in napišeš, ampak ni treba potem reči, jaz sem intelektualc in jaz pa zdaj mislim ne vem kaj. Bože, si tiho glede tega, da si intelektualc, če se na stvar ne spoznaš. Ja, ampak kaj po vajenem mnenju bo epilog zdaj tega? Bo ta poziv šel naprej, ne? Zdaj neke široke ljudske podpore ni bilo zaslediti, ne? Kaj se bo po vajenem mnenju zdaj naprej dogajalo? Zaenkrat niti noben od poslancev ni zadevo vzel resno v roke, da bi s to šel v parlament. Ja. To je prva stvar. To tudi veliko pove, ne? Kakšna stranka se loti tega in tako naprej. Ja, seveda, to je res... Če mi danes ne bi poglobljeno obravnavali, bi se pozabila. Mi jo pač obravnavamo zaradi tega, ker delamo analizo. Zakaj Božo po tvoja stranka Levica ni pograbila tega? Kaj mislim, da ima ta moment bistveno več problemov, stranka Levica sama sabo pa z akutnimi problemi kot enim Pahorjem. Ja. In tudi, veš kaj, oni imajo zelo, ne, ta Luka Mesec je zelo prefrigan PR-ovec, veš, mlad, energičen, zdaj, tudi če se z njim ne strinjaš, ti mora biti všeč, ne, do neke mere. In on izbira teme, ki so aktualne. Lahko so ti tudi punce všeč, Božo, zdaj smo pač v svobodni državi, živimo. Ja. Ta tema s Pahorjem pa Ukrajino pač ne tangira toliko, ne. Ampak Igor, itak je brez veze, ker pač Pahor ne bo več kandidiral za predsednika države, mogoče bo kandidiral za kakšno drugo funkcijo, ne. Zdaj verjetno s tem pozivom bi mu težko škodili že v Sloveniji, kaj šele drugje. Ali je možno, da jih motijo tudi rejtingi Boruta Pahorja in da hočejo pač vsaj na teh rejtingih mu znižati popularnost, da bi pač Marjan Šarec še naprej užival to, ne vem koliko ima zdaj, 110-120% podporo, ki jo že itak uživa, ne? Tisti, ki so strokovnjaki za PR in če je nekdo, ki se podpiše, da je intelektualc, napada nekoga v politiki, potem je jasno, da mu dviguje rejting in ne znižuje, ne? Ker v slovenski politiki intelektualni argument ne zaleže, še manj pa zaleže, če nekdo, ki vpije, da je intelektualc, nekoga podpira oziroma ne podpira. Tako da so tudi le blazno svalili. Se pravi, ne poznajo niti osnovnih zakonitosti političnega prostora, ne? Kot sem prej rekel, niti političnega sistema, kako se pride do odpoklica, niti tega, kaj je ksenofobno, kaj ni, ker ne poznajo, kaj so v resnici prizadevanja predsednika republike in tako naprej. Skratka. Se pravi, če sklenemo, karkoli so hoteli, falili so 100%. Okay. Doktor Igor Lukšič, Božidar Novak, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil intelektualno zajebanski 320. faktor na TV3. Glejte nas v živo tudi jutri, ko bosta kardiolog Blaž Mrevlje in Rado Pezdir, naš stalni komentator, ugotavljala, zakaj premier Šarec toči vodo v bazen korupcije v zdravstvu. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.